Spoštovani, lansko leto novembra me je nekdo vprašal, ali se bo pisalo leto 2020. Začudeno sem ga pogledal in mu rekel, seveda se bo. Sedaj pa doživljamo leto 2020 kot zares neke vrste izredno leto. Vse leto doživljamo mnogo drugačnosti. Običajni tek življenja se nam je močno spremenil. Zelo presenečeni smo pod neprijetnimi ukrepi obhajali velikonočne praznike. V mesecu maju so se ukrepi sprostili in mislili smo, da je pandemija premagana. Sedaj pa smo v začetku adventnega časa in v pričakovanju Božiča. Kako ga bomo obhajali, še niti ne vemo. Prav gotovo pa ga lahko obhajamo v družinskem krogu, saj vedno znova poudarjamo, da je Božič družinski praznik. Vsako leto nas na Božič pripravlja adventni čas, ki pa bo tudi letos lahko bolj duhovno usmerjen. Pri vsej kreativnosti, ko bomo v družinskem krogu naredili adventni venec, na njem prižigali svečke, otroci pa se veselili tudi Miklavža in prebirali vsebino adventnega koledarja z mislijo na dr. Janeza Janeža, je pomembno, da ne pozabimo na molitev, osebno in družinsko. Skratka, da ne pozabimo na Boga. O Jezusu Kristusu imamo dobrega pastirja, ki nam tudi v težkih časih daje orientacijo, ki nam je zgled, kaže pot in upanje za našo življenjsko pot. Jezus je naš pastir, ki nas spremlja in ljubi, ki nas pozna po imenu. Jezus nas vabi, da mu povemo svoje skrbi, da prisluhnemo njegovi besedi, zapisani v Svetem pismu, in se tako še bolj povežemo z njim. Zgled, kako lahko tudi v sedanjem našem času dejansko se ravnamo po nauku Jezusa Kristusa, nam je prav gotovo škof dr. Jožef Smej, od katerega smo se v tem minulem tednu poslovili. Njegovo življenjsko pot in vse, kar nam je bil, lahko preberete v družini, mnogih drugih medijih, kako tudi v naših oznanilih. Veliko veselje nam je bilo, da smo ga lahko imeli v svoji sredi v zadnjem desetletju, kar 5-krat tudi v naši župniji. Prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi in z Božjo pomočjo, kljub vsem preizkušnjam, na novo odkrili bogatstvo naše župnijske skupnosti, ki ima za osnovo vero v Boga in zaupanje v Marijo ter svetega Jožefa, ki sta ob rojstvu našega odrešenika Jezusa Kristusa doživljala neprijatnost takratnega realnega življenja. Tako bomo ob letošnjih jaslicah mogoče bolj doumeli, kaj pomeni skrivnost Kristusovega rojstva v ta naš svet, ki je brez Boga siromak in ne ve nekod nekam. Želim vam blagoslovljeni adventni čas in vas vse lepo pozdravljam.